Jaz sem Klementina Zupančič-Maver in danes me boste malo večkrat na odru videli, tako da mogoče imam pa jaz tudi to čast ali pa sem ena izmed predavateljev, da bom večkrat tako gor stala, tako da hvala za priložnost. Najprej se bo predstavila Vesna Žvegla in sicer ona je danes v večjih vlogah, ampak za začetek bo v vlogi predavateljice, kasneje bo v vlogi moderatorke, je pa tudi seveda pobudnica današnjega dogodka, kjer smo se ostali lepo za njo kot ščetica priskrbeli. Se pravi, ona je navdušena raziskovalka človeka, življenja in sveta, ljubi modrost, pridobljena znanja in spoznanja z veseljem deli z drugimi. Po formalni izobrazbi je komunikologinja in magistrica znanosti mednarodne ekonomije in je več let delovala na različnih menedžerskih in direktorskih pozicijah v korporativnem svetu. Danes hodi svojo pot. Rada potuje in potovanja so jo zanesla na različne konce sveta in jo učila stopati iz okvirjev, širiti horizonte, videti vse z različnih perspektiv in bolj celostno. Raziskuje in preučuje mnoga področja, družboslovna, naravoslovna, tehnična, duhovna in seveda to povezuje v celostno razumevanje sveta, človeštva in človeka. Svoja izkustva, znanja in spoznanja pa vse pogosteje deli z javnostjo, tudi na različnih srečanjih, predavanjih in delavnicah. Zelo ljubi knjige, ki so tudi njena strast. To se vidi iz tega, da je bila urednica Karlu Gržanu pri knjigi Zvezdne poti, tudi pri Andreju Detela, pri knjigi Zvezdni otroci, sami zvezdni, in še bi lahko naštevali. Tudi sama je seveda napisala knjigo v lanskem letu, ki pa ima naslov Dovoli si, da siješ. Vredno branja, tako da kasneje tudi lahko potem pri njej jo kupite, če še nimate. Je napisala tudi Živaljado, tudi zelo rada riše, tako da to je vse s tem povezan. Otroka v sebi nikoli ne ubije, tako da to še vedno neguje naprej. Se pa mora tudi pohvaliti, oziroma jo bom jaz pohvalila za današnji zbornik, ki ga lahko med vsakim odmorom tudi kupite, bo potem kasneje tudi povedala, kaj je vse zajela v zbornik. Tako da, Vesna, izvoli, oder je tvoj. Da najprej povem o zborniku, tako kot je Klementina zelo lepo napovedala. S Klementino soorganizirava tale dogodek danes tukaj v Grosuplju, ampak ker so znanje in vedenje vseh predavateljev, ki smo danes zbrani tu poleg mene še Metod Žunec, pa Simon Prosen, Franc Šturam in Andreja Lipnik Križan. Ta znanja so tako bogata in tako obsežna, da bi bilo škoda, da se izgubijo tu na odru. Vem, da boste slišali ogromno novega in pozvala sem vse, da to, kar danes predavamo, zapišemo. In zapis vsega je zbran v tem zborniku. Mislim, da danes potem ni treba pisati zapiskov, pa kupite pa to veselo počrtujete in se obračate na vse avtorje. Vsi avtorji, razen Franca, njegova knjiga je že razprodana, on bo pač predstavil te svoje izdelke, vsi ostali avtorji pa imajo tudi svoje knjige tu, lahko se med odmori povežete z njimi, povežete z vprašanji in z nakupom seveda. Zdaj pa začnemo z mojo zgodbo današnjega dne. Za zgodbo o naših koreninah, s katerimi ustvarjamo svojo identiteto in našo realnost. Zakaj zgodba? Zgodba je v bistvu zgodovina. Ko govorimo o zgodovini, je to zgodba. Zgodba, zgodbovina, history, story, Geschichte, povijest, karkoli že v katerem jeziku rečemo. Zgodovina je zgodba. In zakaj se danes ukvarjamo z našo zgodovino?
v današnjih časih, ko se vse okoli nas spreminja, ko smo v spremembah, ki so tako ključne, da si jih pravzaprav niti ne znamo zamisliti, so pravzaprav nepredstavljive. Ko se spreminja vse, da se bo prav kmalu vse spremenilo. Zakaj je to danes pomembno? Zato, ker imamo kot ljudje svobodno voljo in moramo vedeti, da imamo izbiro. S tem tudi z današnjim dnem dajemo dodaten košček v mozaik izbire. Izbiramo pa med tem, ali bomo ostali speči in bomo čakali, da nekdo drug naredi spremembo po svoji podobi, po svojih željah, ali pa bomo ozavestili, se zbudili, pogledali, ozavestili, da smo sokreatorji, da bomo transformirali staro in začeli ustvarjati novo. Ampak da transformiramo staro, moramo vedeti, kaj staro je, obstoječe. Kaj je zgodovina? Zgodovina je zgodba o nas, o naših prednikih, o naših koreninah. Zgodovina nam daje odgovor na to, kdo smo, od kje smo prišli, kako smo prišli do sem, kjer danes smo. Ta zgodba ustvarja našo identiteto. Kdo sem jaz in kdo smo mi. In s to identiteto in s to zgodbo pravzaprav ustvarjamo svojo realnost. Da samo skočim nazaj v to ustvarjanje, v uvodnik zbornika. Ena gospa mi je prej povedala, da je nagovoril prav ta uvodnik. Tudi vrstni red nas predavateljev je skladen s tem, 5 elementov. Jaz predstavljam eter, rečemo eter, ker kot zamisel za ta dogodek. V etru se začne kreacija, potem je zrak, kjer je ustvarjena beseda. Potem je ogenj, voda in na koncu fizična materija. In tudi naše zgodbe, naše delovanje v vsakdanjem življenju se tako začnejo. Mora biti ideja. Ideja, ki jo z čustvovanjem in z delovanjem vnašamo v fizično realnost. In tako našo identiteto, našo zgodbo predstavljamo v našo realnost. Kot vsaka zgodba je tudi naša zgodba zgodovine, pa lahko rečemo od sedanjosti, preteklosti, pravzaprav naracija, ki jo nekdo oblikuje. Oblikujejo jo zmagovalci. To je floskula, v kateri dostikrat srečimo. Zgodovino delajo zmagovalci. In kakor se ti menjajo, tako se menja tudi zgodovina. In kot zmagovalci je zadaj neka peščica, ki ima interes. Potem je množica izvajalcev. In potem vsi ostali, ki s privolitvijo, konsentom, to je ključno, sprejemajo to naracijo, sprejemajo to zgodbo in jo ustvarjajo v realnosti. Da je temu tako, nam zelo jasno kažejo zadnja 4 leta. Predstavljajte si, da pride nek človek iz prihodnosti v današnji čas in pogleda, kaj se danes dogaja. Kaj je zgodovina današnjega dne? In ne bo slišal ene zgodbe. Eni bojo razlagali eno zgodbo, eno resnico današnjega dne in se bojo sklicevali na vere, na avtoritete, karkoli. Drugi bojo pokazali čisto drugo sliko, kot da živimo na 2 ali pa 3 planetih. In tako je tudi zgodovina. In če je zgodovina zgodba, ali je resnična? To, kar se učimo v šolah, v berilih, skozi knjige, filme, naracije, ali je resnična? A je to res nekaj objektivnega? Ne, če smo rekli, da je zgodba. Kaj od tega je resničnega? Kdo je pisal, kdo je interpretiral, iz katerih virov je jemal?
zakaj nekateri raziskovalci, in danes jih je kar veliko, iz istih verov, ko se zakopljajo v arhive, prinašajo drugačno zgodbo. In zakaj seveda potem so tako blokirani? Ker zgodba ruši neko dogmo. In zadnja točka se mi zdi pomembna, ne? Sploh vsi, ki smo danes tukaj na odru, to bomo povedali in razlagali. V tej isti zgodbi, v teh istih zapisih, artefaktih, jeziku, mitih, običajih se skrivajo sporočila preteklosti. Se skrivajo modrosti naših prednikov, ki so jih utkali na način, da so ta znanja, spoznanja, vedenja se ohranila do današnjih dni. To poslušamo danes na tem odru. Iskanje teh malih delčkov, razumevanje teh malih delčkov, jih zlaganje v celoto. Tudi te izdelki, ki jih bo potem predstavil Franc, kažejo prav to sliko. Skratka, zakaj je zgodovina, zakaj je naša zgodba tako zelo, zelo pomembna? Kot sem prej omenila, zato, ker odgovarja na ključno vprašanje, kdo sem jaz, preko identitete, kdo sem jaz? Vsi, ki smo šli na pot duhovnega prebujanja, se srečamo s tem vprašanjem, kdo sem jaz? Ko pa smo na kolektivni ravni, in danes se pogovarjamo tukaj o kolektivni ravni, o modrosti prednikov, ki jih dvigujemo na našo sedanjost, kdo smo? Kdo smo mi? Kdo smo mi nam pravzaprav daje pravico biti tu, na tem ozemlju. In o tem bom tudi malo več kasneje povedala. Predvsem pa je ključno to, da zgodba, naša zgodovina lahko ali odklepa ali pa zaklepa našo notranjo moč, naše potenciale, naša vedenja, povezanost. Skratka, ali se odklenemo, se prebujamo, ali ostanemo speči in zaklenjeni. In kdo smo mi? Od prvega dne, ko smo na tem svetu, nam govorijo, da smo majhni. Slovenci smo majhni, samo milijon nas je, milijon, lahko se obrnemo na Kajuha ali pa na Agropop, če vam bolj zazveni. Smo majčkani, smo nemočni, prideš v podjetja in mnogih je kar samoumevno, da je pač jezik sporazumevalni angleščina ali pa nemščina ali pa karkoli že. Vsaj pisni, če že ne ustni. Mnogi ti že kar odgovarjajo na e-maile, že kar v angleščini, ker se to že kar predpostavlja. Slovenščina postaja malce obskurna. Žal, jara gospoda. Skratka, majčkani smo. Tako in drugače. Nam govorijo. Pa vendar, ali smo res tako majčkani? Ko pride do športa, ko pridemo do športa, vsi pričakujemo, da bojo naši športniki zmagovali. In res, statistično neverjetno dosegajo dobre rezultate v primerjavi z drugimi. In če slučajno ne zmaga ali pa ni blizu vrha, se cela Slovenija začne razburjati, kako ni zmagal, mora biti velik. Imamo velike ume, ki prodirajo v znanosti na povsem nova področja, ki bojo v bližnji prihodnosti zamajale temeljne koncepte znanosti, recimo Andrej Detelj in njegova sintropija. Imamo mnoge umetnike, ki so pronicljivi. Primer, poglejte, kakšne ekipe imamo po Sloveniji. Imamo ekipe umetnikov, literatov. Če hodite po drugih državah, imate ekipe politikov, vojskovodij. Mi imamo umetnike. Tukaj je mnogo ljudi, ki znajo uravnovešati ta tako imenovani orfejski koncept znanosti, umetnosti in duhovnosti. In tisti, ki se bolj z duhovnostjo ukvarjajo, pravijo, da je prav na našem področju ogromno starih duš inkarniranih. Le zakaj?
Pa ne bomo razglabljali danes, premalo časa. Drugo vprašanje, na katero naša zgodba odgovarja, je, od kdaj smo tukaj? Skratka, ali imamo avtohtone pravice na tem ozemlju? Pa nam spet uradna zgodba zgodovine pravi, da smo se, to je citiran zapis, tam v 6. in 7. stoletju so se Slovani priselili na izpraznjeno območje. To je citat iz učbenikov iz zgodovinskih knjig. Skratka, mi smo samo Slovani in priselili smo se na izpraznjeno območje v 6. in 7. stoletju. Kaj to konotira? Konotira na to, da vsi ostali, ki so tukaj že prej, so Rimljani, so Germani, imajo večje pravice po tem prostoru. Skratka, korenine ti odsekajo. In ja, seveda potem, ko beremo zgodovino, mnogo je bilo premikov, vojaških, upravnih, religijskih gor in dol, ampak Slovani smo ostali tukaj, neomajni, ena korenika, ostali so bili vodje, šefi, mi pa moramo biti pohlevni in počakati, da nam drugi definirajo. Pa spet, ali je to res? Ko beremo raziskave neodvisnih raziskovalcev, in teh je zadnje čase kar nekaj, govorijo, da je slovenščina jezik, ki ima največje ujemanje s sanskrtom, najstarejšim zapisanim jezikom. Pravijo 20, nekateri celo 30% ujemanje. Raziskovalci venetskih pisav, tudi etruščanskih, razbirajo te zapise samo s slovenskim jezikom. Kako gre zdaj to skupaj s tem, da smo se priselili šele v 6. in 7. stoletju? Nekaj ne gre skupaj. Arheološke najdbe, mogoče bo Simon kaj več o tem omenil, ali na predavanju, ali pa mogoče med odmori, prinašajo zelo zanimive artefakte, ali pa interpretacije, ali pa slikanje, georadarska ali pa kakšna druga, ki spodbijajo zgodbo, pa izginejo nekam, ali pa se v slovenščini ne objavljajo, se mogoče v kakšnih tujih medijih. Skratka, zgodba je popolnoma drugačna. In kar naenkrat tisto drevo, ki sem ga prej pokazala na prejšnji strani, ki ima zelo šibke korenine, postane razvejan koreninski sistem. Ja, ena korenina je slovanska, seveda, ampak je še mnogo drugih korenin. Naše korenine so zelo globoke. In zdaj se vprašamo, ali smo res majhni v primerjavi in v odnosu do koga? Če pogledamo današnjo sliko in rečemo, ja, Slovencev, tukaj pač 2 milijona, okrog so Italijani, pa Nemci. Ampak kdaj so Italijani ratali Italijani? Kdaj so Nemci ratali Nemci? 150, 200 let nazaj. Do takrat je bilo mnoštvo ljudstev. Poglejte recimo na Kitajsko, velika Kitajska. 2000 let nazaj se je začelo to združevanje in ko greš na Kitajsko in se sprehajaš tam, vidiš, da temu, kar mi rečemo Kitajci, recimo ljudstvo Han, je pač tisto, ki je zavojevalo, ampak tam je v vsaki zvezni državici po 100 različnih narodov živi. Pejte v Indijo, pejte kamorkoli. Zdaj, skratka, v odnosu do koga smo mi majhni? Ampak mi smo še vedno tu. Kdo je zdaj tukaj majhen? In so naše korenine res tako plitke in šibke, če smo ohranili to avtohtonost in suverenost in narodno bitnost. Kdo je zdaj tukaj majhen? Perspektiva gledanja. Pomembna je perspektiva gledanja. Ko smo recimo v Boliviji pri Kalavajih, ti so bili včasih svečeniki na Inkovskem dvoru, danes so pa zelo priznani zdravilci in šamani, celo UNESCO jih je razglasil za kulturno dediščino in se hodi množica ljudi tja zdraviti ali pa pač zapisovati te še ohranjene modrosti.
Pa smo vprašali enega šamana, pri katerem sem stanovala, ali se kaj bojijo, ker jih je samo še 136 družin. Pa nas je gledal tako, česa se bojimo? Saj smo še tukaj. Oni se sploh ne ukvarjajo z majhnostjo. Oni so še vedno tam. In delajo vse in tako kot Kalavaji, tako kot mnoga ljudstva, staroselska ljudstva, ki so dobila pred časom sporočila, da morajo svoje znanje in vedenja prenašati mavričnemu človeku. A je pri nas kaj drugače? Tudi Medvešček je dobil tako sporočilo. In je izdal svojo knjigo leta 14 ali 15, 2014 ali 15. Skratka, povsod po svetu, tudi naši staroverci so prišli do istega spoznanja. Če malo obrnemo. In do takega spoznanja o tej naši moči so prišli tudi na dvoru Avstro-Ogrskega, na Dunaju. Pred časom, nekaj let nazaj, smo na enih postavitvah, fenomenoloških postavitvah, poslušali pač neko zgodbo, ko so, mislim, da je bilo nekje na Nizozemskem, mednarodna skupina, ko je delala te postavitve evropskih narodov in so pogledali tudi Slovence. Ugotovili so, da je v času Avstro-Ogrske bil izrečen urok nad slovenskim narodom in to urok razdvojenosti. Tisti, ki poznate malo teh fenomenološke metode in veste, da se pač na vsaki tej postavitvi da stvari razrešiti, smo seveda vprašali, a ste takrat razrešili ta urok? In je bil odgovor ne. Pa se ga da razrešiti? Seveda. Ko bo dovolj velika masa nas, Slovencov, temu preprosto rekla ne, to je nepomembno. Tukaj sem dala zaradi tega to zebro. Ko bomo ugotovili, da bela zebra s črnimi progami ni prav nič drugačna od črne zebre z belimi progami in se bomo nehali ukvarjati z razdvajanjem. In ko bomo nehali dajati pozornost na ločevanje, bomo ugotovili, da smo bliže enosti in takrat pridemo do naše moči. In zdaj, da grem na zgodbico naših prednikov, ki so tako lepo ta sporočilo zapakirali v legende. Tukaj bom predstavila dve zgodbi. Eno je kralj Matjaž in druga so Ajdi. Boste videli, o čem je celota. Kralj Matjaž. Kaj pravi naša legenda o kralju Matjažu? Kralj Matjaž je bil naše gore list, bil je pravičen, moder kralj, imel je svojo ženo Alenčico in potem so Turki, ki so zavidali to obilje in razcvet v tem koncu sveta, napadli, odpeljali Alenčico na dvor sultana in kralj Matjaž je šel seveda dol na sultanov dvor, za zvijačo ukradel Alenčico in jo popeljal proti domovini, ampak vojska Turkov je bila premočna, mu je sledila in tik pred propadom, preden je kralj Matjaž in njegova vojska izgubila boj, se odpre gora Peca in kralja Matjaža in njegovo preživelo vojsko sprejme vase. Od takrat naprej kralj Matjaž spi za kamnito mizo, njegova brada se uvija in ko se bo 9-krat uvila okrog, se bo kralj Matjaž zbudil. Znak za to bo, da bo na božično noč pred vrati votline zrastla in opojno zacvetela lipa, ki bo cvetela samo eno noč oziroma 1 uro po legendi, od 12 do 1 zjutraj. Potem se bo posušila, ampak kralj Matjaž, ki se medtem prebudi, bo iz nje naredil ščit in za Jurjevo, skratka, kako se začne pomlad, s svojo vojsko odrešil naše ljudstvo. To pravi zgodba. Ampak zgodbo moramo razumeti na različnih nivojih.
tako kot različni raziskovalci, recimo Martin Prechtel in podobni, recimo mnogi mitologi, sploh tisti, ki se povezujejo z znanji in vedenji Jungove smeri psihologije, raziskujejo zgodbe izza zgodb. Pa poglejmo zgodbo izza zgodbe našega kralja Matjaža. Kralj Matjaž gre v goro peco. Beseda kar je stara slovenska beseda za goro. Karavanke, Karnijske Alpe, Kras, tukaj pride kra, isto kar, Kras, isto kot kralj, je za kamnito mizo, ta tretji kra. Trojna boginja. Mogoče bo Metod kakšno na to rekel. Skratka, imamo skrito v simbolikih trojno boginjo. Kralj Matjaž je naše gore list. Kam to kaže? To kaže v nas. Rešitev je v nas. Pojdi v sebe. Naše gore. V nas. Kralj Matjaž jezdi na konju svitu. Svitanje. Kralj Matjaž je človek svetlobe, ki je v boju s temo, s tujci, ki zavidajo, v tem primeru so pač Turki, in ko nastopi svet teme, zdaj smo bili v svetu teme, pač to na simbolični ravni v tej naši legendi pokazano, pač tema zmaga. Ampak svetloba ni uničena, svetloba samo spi v gori. Kaj je gora? Gora na ravni človeka, če smo rekli, da se obrnemo v nas, je lobanja. Tudi najvišji vrh pece, ni naključje, ki se imenuje Kordeževa glava. Kaže, najvišji vrh pece je Kordeževa glava. Skratka, kralj Matjaž spi v Kordeževi glavi. Naš spi, naša modrost spi. In čaka na primeren čas, da se zbudi. Čaka, to ponazarja spirala ovijanja brade. In ko se bo 9krat ovila, tisti, ki se ukvarjate z numerologijo, veste, kaj 9 pomeni, pomeni zaključek in hkrati nov začetek. In kralj se zbudi na božično noč, skratka, ko je tema najdaljša in se začne svitati. Takrat se zbudi. Takrat samo za tisto uro opojno zacveti lipa. Lipa je drevo slovenstva. In potem naredi svoj ščit in za Jurjevo, skratka začetek pomladi, to je tako kot naša današnja zgodba, osvobodi svoje zatirano ljudstvo in se začne zlata doba. Skratka, kdo nas bo osvobodil? Sami sebe. Ne iščemo rešenikov od rešenikov zunaj. Rešitev je v nas. Ne v enem, v nas. In potem, kaj je ta njegova vojska? Pa tukaj poglejmo zdaj zgodbo o Ajdih. Ajdi so speči velikani. Povsod imamo veliko toponimov, Ajdovščina, Ajdovska deklica. Ko smo s Karlom Gržanom delali tisto njegovo knjigo Zvezdne poti, smo enkrat šli tudi na izlet po Zgornje Savinjski dolini, po dolini velikanov, kot pravi Karel. In tam smo ogledali take različne velikane v skalah, pač to so te moje slikice, ki spijo in čakajo. In pa samo povežemo, kako blizu gore pece so te speči velikani. Kar nekaj jih je bilo, Nina, ko smo gledali. Mogoče pa so to njegova vojska. Na levi strani vidite eno stelo, en kip, ki sem ga jaz slikala v Tiwanaku, v Boliviji gor, ki je zelo zgovoren in sem ga uporabila tudi v moji knjigi, pa malo to razlagam, takrat, ko se pogovarjamo na ravni posameznika, ampak tudi na kolektivni ravni je enako. Glava, ki je na področju srca.
če hočeš videti, moraš gledati s srcem. In roke, ena roka na srcu, druga na sončnem pletežu. Samo druga upodobitev naše zgodbe kralja Matjaža. Kralj Matjaž, glava, prebuditi se mora modrost, ne znanje, modrost. Alenčica, posebljena lepota, ljubezen. In speči velikani, sončni pletež, kjer domuje naša notranja moč, ne zunanja moč, moč nad nekom, ki v bistvu razkriva našo šibkost, ampak naša notranja moč. In ko povežemo modrost, srce in notranjo moč, se vzpostavi axis mundi, naš drevo. In naše drevo ima zelo globoke korenine in lahko seže zelo visoko. To se zgodi takrat, ko se zbudimo. In danes je čas prebujanja. Skratka, to je sveti trikotnik kreacije. Vse religije imajo sveto trojstvo. Kaj je sveto trojstvo? Na ravni človeka, na ravni posameznika, na ravni nas, ki smo sokreatorji. To niso neki zunanji bogovi. To so naše misli, čustva in delovanje. Ves čas kreiramo. Če smo programirani in v programu delujemo nezavedno, po zgodbah, ki so jih v svojem interesu povedali drugi. Delujemo s čustvi strahu, jeze, zamer. To je naša kreacija. Na fizični ravni seveda so misli v glavi, čustva na področju srca in delovanje v trebuhu. Ne? Tudi cel kup naših pregovorov kaže na to. Ne? Me zvije v trebuhu, skratka, karkoli. Ampak, ko se zbudimo, glavo uporabimo ne za znanje. Ja, znanje je pomembno, ampak znanje moramo nadgraditi v modrost. Srce, pustimo tista nizka čustva, dvignimo na raven ljubezni in najdemo notranjo moč, ki jo ne bomo iskali drugje, da bomo stojni in močni, ne glede na to, koliko smo veliki. In če zdaj to gremo počasi proti zaključku, če hočemo videti, moramo izstopiti iz boksa, iz zaplank. Ne, slovenska beseda. Mi smo zaplankani, smo kalupljeni. Moramo se zavedati, da je vsak zorni kot omejen. Tudi ko stopaš na novo področje, na nov zorni kot, to ni resnica. Je spoznavna resničnost, omejena z tistega zornega kota. Zaradi tega, ko greš enkrat na pot prebujanja, ni dovolj, da narediš en korak v eno področje. Odprejo se vsa področja. Par let nazaj je en moj bivši prijatelj rekel, če podvomim v to, pač v tisto zgodbo 3-4 leta nazaj, potem moram podvomiti v vse. Ampak ja, to je pot prebujanja. Podvomiti moramo v vse. Čisto v vse. Ampak čisto v vsaki zgodbi so skrite modrosti. In mi se moramo naučiti ločati, kaj je resnica in kaj ne. Kaj je znanje in kaj ne. Kako je to znanje uporabljeno? Za kakšen namen? Vključiti moramo modrost. Iti moramo korak naprej. Začeti moramo kreirati na novo. In kako kreiraš na novo? Kreiraš tako, da si sposoben videti. Če gledaš samo iste slike, kje sem čist na začetku, eno slikco, Platonova votlina. Poznate koncept Platonove votline. Če gledamo samo slikce, ki nam jih kažejo drugi, je naša sposobnost videnja pač zelo, zelo omejena. Ko gremo na pot prebujanja in se prebijamo ven, se pojavi popolnoma nova realnost. Ampak da se pojavi, jo moramo najprej kreirati. Kreirati jo moramo v svojih vizijah, v svojih mislih, v svojih delovanjih. Ni je še. Ustvarjati jo moramo mi. In zato
razmisli, vizualiziraj in potem spuščaj v delovanje. Jaz se tukaj ne bom več spuščala v ostali del razlage slovenske zgodovine in modrosti, ki jih naši predniki prinašajo, ker to bojo povedali moji prijatelji, ki tukaj sledijo. Ampak dejstvo je, da so naši predniki bili izjemno tenkočutno vpeti v prostor. Zaznavali so našo naravo, pogovarjali so se, komunicirali. Ustvarjali so nebo na zemlji, kot pravi Karel. V enem zelo majhnem področju, med Savinjo, Sotlo, severno od Save, majčken delček Slovenije, je Karel našel več kot 60 zvezdnih postavitev. Mi poznamo različne postavitve Orionovega pasu po celem svetu, ali pa celega Oriona, recimo tam v južnem delu ZDA, ne? Paven. In vsi proučujejo Orionov pas. Ampak imamo tukaj več kot 60 postavitev samo na tem malem koščku. Ampak cela Slovenija je prepledena s tem. Samo Karel pač do zdaj je tisti del obdelal. Ko gremo v Posočje, je tam kar nekaj megalitskih krogov, Tročanov in drugih, o katerim bo govoril Franc. Vedenja, močne povezanosti z naravo, poslušanjem, kaj je. In Franc bo mogoče razlagal o tem, kako Tročani niso sami po sebi, ampak so vpeti s temi kačjimi črtami v cele sisteme. V svoji knjigi napiše, ja, mogoče je cel svet, cela zemlja skupen sistem, ne? Teh Tročanov. Vpetost v živ organizem, zaznavanje življenja, celostne zavesti. Entropija in sintropija. Mene je presenetilo, ker sem poznala pač sintropijo od Andreja Detelja, pa pač entropijo fizikalno, ampak ko berem in poslušam modrosti in zgodbe, ki prihajajo iz Posočja, ne, naši predniki so znali uporabljati oboje. Znali so izkoriščati entropijo, ki jo te naprave, tukaj pač manjše, v prostoru pa so izjemno velike, sestavljene iz kamnov, votlin, to bo povedal, ne bom se ti spuščala v tvoje. Znali so uporabiti napravo, ki je entropijo uporabila kot hrano in jo pretvarjala v sintropijo. Uporabiti so znali tehnologijo kamnov, rek, gora, votlin, predorov, da so neko področje ne samo naredili dobro za življenje človeka in živali in rastlin, da so pač tam lepo preživeli, ampak so znali ustvarjati različne svetove kačjega sveta, to je naš podsvetov, nadsvetov, zgornjih, spodnjih. Skratka, poznali so različne svetove in znali so s tehnologijami prostor narediti koristen in sprejemljiv za človeka. Znali so zdraviti tudi človeka. To so tehnologije, ki so pravzaprav večne. Tudi če se ena skala odvali, so jo naši predniki znali restavrirati, postaviti novo, s pravimi lastnosti. In so spet vzpostavili polje, ki je bilo povezano z drugimi polji v mrežo polji. Na našem področju je mnogo duhovnega znanja, mnogo znanja o energijah, o življenju. Zato ni naključje, da imamo pehte in bedance, ki so samo zamaskirane vehte in vedanci ali veduni. V vseh teh staroselskih ljudstvih, kamorkoli po svetu prideš, vsaj v tista, ki sem jaz prišla ali pa v njih brala, imajo to dvojnost. Nekoga, ki skrbi za duhovne svetove, mi mu rečemo šaman, vedanc, vedun, kresnik, a ne Simon? In imamo zdravilce, naše pehte, vehte. Če berete
Slavo Vojvodine Kranjske, Valvazor piše o izjemni klenosti in zdravju Slovencev, Kranjcev takrat. In pravi, da ne mine leto, da k pogrebu nosijo stoletnike. 100 let ni nič posebenega bilo za naše prednike, življenjska doba. Navaja primer nekoga, ki je imel 140 ali nekaj takega let. Govori o tem, da zdravilci in lekarnarji sploh niso imeli posla, ker so se naši predniki znali pozdraviti sami, z mažami. In potem se čudi, kako je mogoča taka klenost in zdravje v področju Ljubljanske kotline, kjer je močvirje in megla, ne, in pač v tistih besedah neprimerno za življenje. Znanje, vedenje. Slovenščina. Različni raziskovalci, to danes bomo poslušali, zgodbo o slovenščini nam kažejo, kako bogat je naš jezik, kako starodaven je, kako že sama beseda je cela poved. Nam bo razložil Metod. Imamo dvojino, imamo narečja, imamo povezanost po celi Evropi, če pogledamo različne toponime ali po alpskem svetu, pa tja do Britanije, pa celo na angleškem otoku so našli imena, toponime krajev, ki imajo pomen v slovenščini. Skratka, naši predniki. Kdo so zdaj naši predniki? Mislim, da bo kmalu čas, ko se bo zgodovina ne samo našega naroda, ampak Evrope in sveta zelo spremenila in jo bo treba napisati novo. In ključno pri tem je, da se nehamo povezovati s temo. Da se nehamo povezovati s smrtjo, da se nehamo povezovati navzdol, da nehamo iskati ločevanja, ampak da se povežemo s svetlobo življenja. S svetlobo z veliko začetnico, z življenjem z veliko začetnico, z verom. Takrat udejanjimo prebuditev kralja Matjaža. Ko se povežemo, ne rabimo nobenega posrednika. Smo kreatorji. Smo del stvarstva, smo del življenja, smo del vera in smo del sveta. Hvala za pozornost. Ostale so mi še 4 minute, če ima kakšno vprašanje, ali pa na koncu. Klementina bo tamle povedala še za tiste listke, razen če ima zdaj že kakšno vprašanje. Ok, hvala lepa. Tamle je, vidite, eno škatlo, pa noter so tudi listki, tako da če kdo že vmes, recimo med samimi odmori, če imate kakšno, tako, zraven je še ena škatlica, tam so listki pa svinčnik, se pravi napisano, pa potem dajte noter v škatlo, ker se bo zbirali, mogoče dobra usmeritev, ko bo okrogla miza, da se lahko recimo povezuje, kaj vas še dodatno zanima, da vmes mogoče predavatelje toliko ne motimo, če pa vas vmes seveda kaj zanima, pa kar dvignite roke, kaj pa vprašajte, a ne.